Gorenjska obzorja. Na stežaj. Ja, takole zdaj odpiramo vrata naše radijske klepetalnice Na stežaj, ki bo zares podjetniška. V naš studio so danes prišli mladi škofjeloški podjetniki iz Srednje šole za lesarstvo, ki so se sredi aprila pomerili na državnem tekmovanju za najboljše dijaško podjetje letošnjega leta. Z nami so David Bašelj, Matic Gašparič, Pascal Čuk in Martin Klaus iz podjetja Hottenwood, državnega podprvaka med dijaškimi podjetji, ki izdeluje praktične, trpežne in estetske postavke za vroče posode, pa Tadej Tomaž Filipič, Miha Ambrožič in Luka Debeljak iz podjetja Viento, ki izdeluje unikatne lesene namizne ventilatorje, ter mentor Peter Kurnik. Z njimi bomo klepetali o podjetništvu, o šoli in izzivih, ki jih čakajo o nadaljevanju. Najprej pa dober dan in dobrodošli v naši družbi. Kako ste, fantje? Dobro jutro, v redu. Ja, danes namesto v šolske klopi oziroma po drugih obveznostih pred radijski mikrofon, seveda s zgodbami iz podjetniškega sveta, ki mu prav dolgo vrsto let že prisostvuje tudi šolski center Škofja Loka, pa bi morda za začetek midva, gospod Peter Kurnik, povedala, kakšen izziv je pravzaprav med mladimi vzbujati podjetniškega duha tudi za vas mentorje, profesorje? Ja, projekt na naši šoli poteka zdaj že 12. leto. Lahko rečem, da nam je uspel vzpostaviti okolje, v kateri mladi radi delajo, preizkušajo svoje ideje. Zdaj, jaz se večkrat pohecam pa rečem, da se igramo podjetništvo na to varianto, kot bi igrali demo igrico. V nekem varnem okolju lahko stestirajo svoje ideje in potem tisti, ta najbolj zagreti ali pa tisti, ki ugotovijo, da imajo to v sebi, to podjetnost, podjetniško žilico, potem pogosto nadaljujejo ali potem na kakšno ekonomsko fakulteto, nekateri pa celo takoj odprejo svoja podjetja. Zato, da lahko vzpostaviš neko tako kreativno okolje, je seveda potrebno najprej podpora vodstva, ki jo mi na šolskem centru imamo, od direktorja, ravnatelja, vodje delavnice in tako naprej. Vsi se trudijo, da nam dajo neke pogoje, v katerih lahko delamo. Potem je pa seveda tudi ekipa mojih sodelavcev, tam sem tukaj sam, sicer imam veliko somentorjev tudi v delavnici, pa tudi na nivoju splošno pa strokovno izobraževalnih predmetov. Pogosto se je treba pripraviti na kakšne nastope, kadar smo zmagali, recimo tle na nacionalnem tekmovanju, bilo treba vse prevesti v angleščino in je vedno neka ekipa mentorjev, zdaj sem trenutno izpostavljen, sicer pa delamo kot ekipa. No. Ja, podjetništvo med mladimi je, vsaj glede na številke, ob letošnjem tekmovanju 1100 dijakov iz 33 srednjih šol je sodelovalo v projektu Moje podjetje, ki je del evropskega projekta Junior Achievement. Na tekmovanju se je potem pomerilo 546 dijakov, 135 dijaškimi podjetji iz 24 srednjih šol po Sloveniji. Zelo priljubljeno. Kako inovativni pa so mladi pri svojem delu? Kaj opažate kot mentor skozi leta? Zelo inovativni. Predvsem veseli dejstvo, da jih zanimajo tematike varovanja okolja, recimo socialno podjetništvo, radi delajo v timih, tako da se ne bojim za našo prihodnost, ker naslavljajo te prave stvari. Tudi se mi zdi, da znajo v neki zdravi meri vključevati umetno inteligenco in te stvari. Je pa seveda to šele začetek. Tle, kot sem rekel, se nekaj testira, se vidi, trg želi to ali ne želi, oni tudi sami vidijo, za katero vlogo so, razdelijo se v skupine in potem vsak prevzame določeno vlogo v skupini in vsi dobijo to izkušnjo, kako se dela v timu, kako recimo neko idejo spraviti do trga. Najhujši test ali pa najtežja stvar je prodaja, in tam se potem vidi mogoče tudi
je stvar aktualna, a sem jaz mogoče zato, da bom lahko to zgodbo pelal, ali pa bom nekoga mogel pač še potegniti noter v podjetje. Tako da to vse se učijo, delajo in naslavljajo pa prave stvari. No. In pri tem ste na šolskem centru Škofja Loka zelo uspešni, kar nekajkrat ste se že uvrstili v sam vrh oziroma tik pod sam vrh. Kako ponosni ste na svoje dijake, na mladino, ki nabira znanje pri vas in ne nazadnje tudi na svoje delo. Tudi mentor mora biti več kot odličen, da uspe mladino tako zmotivirati, da razmišljajo izven okvirjev. Ja, smo veseli, smo ponosni, da jim uspe, da ekipam uspe predvsem najprej prebiti to sito polfinala oziroma regijskih tekmovanj, potem pa, ko dobivajo nagrade, seveda smo ponosni. Niso pa te nagrade bistvo tega projekta, ekipe so res zelo izenačene in včasih nekdo dobi nagrado, nek drug ne in je težko. Jaz te nagrade vidim predvsem kot neko potrditev, da delajo dobro, da delamo dobro, pa kakšna vrata se na podlagi teh nagrad običajno potem odprejo tudi v kakšen svet podjetništva ali pa mogoče kakšno dobro zaposlitev za nekoga. Pa tako. In o tem bomo seveda v nadaljevanju spregovorili tudi z dijaki. Z nami so fantje iz podjetja Hot & Wood, David Bašelj, Matic Gašparič, Pascal Čuki in Martin Klaus. Če zdajle začnemo s čestitkami, državni podprvaki ste postali, pa preden povemo, kaj vam ta naziv sploh pomeni, morda besedica ali dve o tem, zakaj ste se vi odločili za podjetništvo, za sodelovanje o projektu pri predmetu Moje podjetje? Ja, najprej hvala za besede. Mi imamo to že pod predmet v 4. letniku in tudi pol z takim dobrim mentorjem si nismo mogli reči ne. Tako da smo se vrgali v to smer. Nam je kar ratal, smo zelo presenečeni, do kam smo prišli. Tako da ja. In verjamem, da boste z vašim izdelkom prišli še naprej. Kaj pa je v svet podjetništva in k sodelovanju o samem projektu, tudi potem na tekmovanju, pritegnilo vas, fante iz podjetja Viento, Tadej Tomaž Filipič, Miha Ambrožič in Luka Debeljak? Ja, isto. Mi smo tudi kot predmet v 5. letniku, pa tako nam je ful zanimiv tako projekt, koliko sama lepa izkušnja, tako da smo s tem nadaljevali. In več o obeh projektih bomo povedali tudi v nadaljevanju. Zdajle pa je čas za en tak kratek glasbeni predah. Na stežaj, Sorina radijska klepetalnica. Ja, takole smo danes klepetavi v družbi mladih podjetnikov šolskega centra Škofja Loka, nekdanjih dijakov srednje šole za lesarstvo, ki so se sredi aprila pomerili na državnem tekmovanju za najboljše dijaško podjetje letošnjega leta. Prej smo že povedali, kaj vas je potegnilo v svet podjetništva, zdajle pa morda lahko povemo, kako so nastajala vaša dijaška podjetja. Pa če smo prej začeli pri podjetju Hot & Wood, mogoče zdajle gremo k podjetju Viento. Kako se je zgodilo samo podjetje, kako je rasla ideja, se razvijala in na koncu postala uspešno podjetje, ki se je predstavilo tudi na državni ravni? Ideja za naš podjetje je nastala prej z brainstorming, smo s pomočjo mentorja tako razvili nove ideje. In potem sem jaz tako, ker sem odraščal v Argentini, sem ugotovil, zakaj ne naredimo nekaj, ki tam obstaja, klepa ne. Pa sem ugotovil, da tam v Argentini imamo full ventilatorjev, kar tukaj v Sloveniji ni, in tukaj smo dobili idejo za naš projekt, tale namizni ventilator. In tale ventilator je ena taka prav posebna zgodba, poleg tega, da je učinkovit, še lepo paše v prostor. Kako ste potem izbrali samo obliko, pa se odločili za njegovo podobo? Za obliko smo imeli full ideje, tu smo imeli veliko prototipov, pa različne oblike. Na koncu, po 5.
po 5. prototipu smo razvili ta naš novo obliko in smo s tem nadaljevali. In tale ventilator je ena taka posebna zgodba, ne? Za razliko od tistih plastičnih, ki jih poznamo, pa so običajno glasni, pa potrebujemo kakšno vtičnico, je vaš popolno nasprotje. Tako je, mi uporabljamo naravne materiale, tudi bioplastike uporabljamo, pa veliko sodobne CNC tehnologije, zato lahko je ponovljiva kakovost. Zakaj se vam zdi pomembno biti trajnosten že pri izdelavi, pri izbiri materialov in pri celotnem postopku pravzaprav? Zato, ker pač hočemo gledati še na bodočnost, tako da je prihodnost tista, ki čaka vse vas mlade, pa želite pustiti planet čim bolj ohranjen tudi za nove rodove. Točno tako, ja. No, zdajle pa nam bo, za razliko od hlajenja z ventilatorjem, malo bolj vroče. Za štedilnik bomo stopili in tam lahko s pridom uporabimo tudi izdelke dijaškega podjetja Hottenwood. Vi ste se odločili za izdelavo lesenih podstavkov. Kako pa je rasla oziroma se razvijala vaša ideja? Ja, v bistvu zelo podoben z metodo brainstorminga. V bistvu to ni bila naša prva ideja. Naštevali smo kar nekaj idej med našim podjetjem, tako da smo se na koncu izbrali kar za te podstavke. V bistvu patent sem našel podoben na Pinterestu, potem pa smo malenkost spremenili dizajn in pa naredili ga malo lepšega, kot je bil ta, ki je že obstajal. Kdo od vas tako zelo rad kuha, da ve, kako zoprno je iskati podstavke po predalu? Ja, po mojem kar vsi, po mojem pa najbolj naše mame. To je v bistvu naš glaven problem, ki ga rešujemo. Se pravi, kot ste omenili, da se pač podstavke ne rabijo iskati po predalih, ker te roke pečejo, ker imaš vročo posodo že v rok. Hkrati pa je še dekorativen izdelek, ki ga imaš lahko konstantno na mizi. Kako ste potem prve tele prototipe preverjali doma v praksi? So bile mame tiste, ki so reševale svet, pa povedale, tole bo super, tole pa ne bo šlo, ker je preveč zamudno? Ja, tako, dobro vprašanje. V bistvu prvih nekaj izdelkov, ko smo naredili v delavnici, smo rekli, da bomo vsakih 2 pa 3 vzeli domov in jih potalali družinskim prijateljem, nekim družinam, no. Za v bistvu na test, nismo zahtevali nobenega denarja ali pa kakšnega plačila, in je bil pač tam teden, 2, in potem sem jaz pač hotel povratne informacije, ki jih je bilo kar nekaj, tudi teh nekih negativnih, ki se jih pol držali in popravili. In potem je nastal končni izdelek, s katerim ste bili tako zelo zadovoljni, da ste se odločili za tekmovanje. Pa tudi vaš izdelek je, tako kot že prej predstavljeni ventilatorji, trajnosten. Kako pa ste se lotili tega? Ja, v bistvu točno to. Nismo hoteli nobenega novega lesa uporabljati. V bistvu, kjer smo vsi 4 upravljali praktično usposabljanje pri delodajalcih, smo se zmenili in vprašali, se pravi, šefe, če imajo kakšen odpaden les, ki bi ga mi vzeli za izdelavo naših podstavkov, drugače bi v nasprotnem primeru šel pač v kurjavo oziroma pristal v biomasi. Tako pa dobi novo, praktično, uporabno življenje. Zdaj tile podstavki so res lepi, pa tudi, če se kaj uničijo, pravite fantje, se da to lepo porihtati, pobrusiti in zrihtati nazaj v prvotno podobo. Tako je, smo na voljo na reklamaciji. Tako, je to en tak zelo priročen, lahko rečeva, izdelek za gorenjski žep. Tako, zelo. Ja, vedno uporaben in pride prav. Kako pa je potem nastala tale podoba v obliki smrečice, ki paše recimo tudi na vsak pult, na vsako mizo? Ja, v bistvu imamo kar srečo, da smo na lesni šoli, ker v bistvu držimo nek dizajn smreke. V bistvu tudi dizajn smo malenkost pobrali, kar nas v bistvu zelo rešuje pri samih nakupih, ker stranke zelo opazijo v bistvu prvo smrekco, ne pa v bistvu kaj sploh je namen
tega podstavka. In potem, ko jim razložite, verjamem, da marsikdo reče, to je pa odlična ideja. To je zelo, ja. In če zdaj le povemo še nekaj o sami podobi, ne, tukaj le ste prinesli enega takega temnejšega, sicer pa lahko dobimo tele podstavke v različnih barvnih odtenkih. Tako je, ponujemo 4 lesove, buku, jesen, hrast in pa oreh. In če se zdaj le vrnemo še k ventilatorjem, tudi tale je take lepe svetle barve z modro kombinacijo. Kako pa ste sicer inovativni pri podobi ventilatorjev? Se pravi, uporabljamo različne lesove, tudi se pravi jesen, hrast, oreh ter smreka. Pri najnovejšem prototipu smo uporabili USB-C priključke, kar smo hoteli pristiti na standard, evropski standard za priklope. In če smo zdaj že pri Hot & Wood govorili o testih, kako pa so se vaši ventilatorji obnesli na testih? Kdo je bil tisti, ki je prvi preizkušal njihovo moč, njihovo uporabnost, ne nazadnje tudi njihov izgled, morda v pisarni, domači sobi, ne nazadnje tudi v razredu? A ste profesorju kakšnega posodili za, ne vem, v kabinet, ko popravlja kakšne teste ali pa ko rešuje kakšne take zahtevne izzive? Trenutno jih še pripravljamo za profesorje, tudi pa za stranke. So pa sprobavali na naših stojnicah, kako delujejo, in so bili kar zadovoljni. Zdaj, podjetništvo je ena taka zanimiva zgodba, ki pravijo običajno kar potegne. Vas je potegnila do te mere, da ste se prijavili tudi na tekmovanje. Kako pa so potem potekale same priprave? Ne? Vemo, nekaj je pripravljati se za pouk, za nastop v šoli, drugo pa je predstaviti se na samem tekmovanju. Zakaj ste se odločili za prijavo in kako ste potem tole svoje znanje, svojo podjetniško idejo razvijali najprej za tekmovanje v Kranju na Biotehniškem centru, potem pa tudi na nacionalnem nivoju? Se pravi, pripravili smo se tako, se pravi, s pobudo profesorja. Smo s predstavitvijo predstavili naš izdelek kot nekaj inovativnega, nekaj, kar bi pasalo na vsako mizo, se pravi tudi v pisarne. Tudi v naš studio danes, ne? Zdaj je kar precej se že ogrelo tukaj, pa klima že malce špara na svoji moči. Priročen, rekel, pripomore temu, da nadomesti tudi klimo, ker klima ponavadi ne paše vsakmu. Tako, tale pa je bolj prijazen tudi našemu zdravju. Profesor je dal pobudo, vi pa ste rekli ja in si s tem naložili še nekaj dodatnega dela. Vam je kaj žal, da ste se prijavili na tekmovanje? Jaz mislim, da ne, ker smo po mojem čisto vsi 4 fantje v podjetju zelo uživali pri temu in nam priprave niso bile odveč. In tudi nam ne bo odveč v nadaljevanju klepetati z vami, pa slišati še kakšno zanimivo zgodbo iz same delavnice in tekmovanj. Zdajle pa si privoščimo kratek glasbeni predah z nekaj osvežitve tudi na avtocesti. Sorina radijska klepetalnica na stežaj. Ja, takole danes klepetamo z mladimi podjetniki. Z nami so David Bašelj, Matic Gašparič in Pascal Čuk ter Martin Klaus iz podjetja Hot & Wood, Tadej Tomaž Filipič, Miha Ambrožič in Luka Debeljak iz podjetja Viento ter mentor Peter Kurnik, Srednje šole za lesarstvo Škofja Loka. Prej smo že pokukali malce o vaš ustvarjalni svet, pa povedali, kako so tekle priprave na samo tekmovanje. Zdaj pa lahko povemo nekaj več o vaši tekmovalni poti. Vsi ste se predstavili na letošnjem regijskem tekmovanju, regionalnem izboru
v Naklem, kjer je sodelovalo 27 dijaških podjetij. A je bilo kaj treme, ko ste se odpravili sredi aprila najprej na tekmovanje v Naklo? Konkurenca je bila, kolikor sem uspela slišati, kar močna. Ja, seveda, malenkost treme je bilo, ne? To je bilo naše prvo resno tekmovanje z dijaškimi podjetji, ampak smo se zbrali in se več kot odlično odrezali oboje. No. Tako ste se en drugega podpirali in spodbujali, ne? Verjetno, čeprav ste si bili konkurenca. Tako, ja, tako. Pri vas, kaj treme, ste morali priklopiti kakšen ventilator, da vas je malce hladil pred samim nastopom? Ja, malo pa smo mogli, tudi bilo malo vroče, tako da fajn je bilo, da smo imeli te ventilatorje v rok. So prišli prav. Kako močna je bila pa konkurenca v Naklem? Sicer ste uspeli preveriti ostale podjetniške ideje in videti njihove izdelke, njihovo ponudbo? Seveda, ja, konkurenca je bila močna. Veliko je teh zanimivih, inovativnih podjetniških idej, tudi v bistvu pri drugih šolah. Posebej močna konkurenca je v bistvu res tam v Naklem, ne, na biotehniški. Ampak tega se nismo ustrašili in pokazali vse, kar smo v bistvu pripravili. Tako da potem je pa žirija odločila. Ja, gre naprej. Je bila kar taka močna zasedba, ne? Nadi Dragutinović, Justina Erčul, Miha Lavtar in Samra Jahić so bili člani v Naklem. Vi ste preverili konkurenco pri podjetju El Viento, ko ste videli, kdo se je prijavil, že rekli, tukaj le pa imamo šanse? Ne, na začetku smo bili tako presenečeni, kako je ful močna konkurenca, tudi v tem, da so le ful različne smeri te podjetništva. Eni so bili bolj na prehranski, eni so bili pa bolj na izdelki, tako da, ampak smo ustrajali z našo idejo, pa tako smo šli tudi naprej na državno tekmovanje. Tako ste suvereno predstavili obe podjetniški zgodbi in se uvrstili na nacionalno tekmovanje. Kako veseli ste bili tega prvega uspeha, tako eni kot drugi? Ja, seveda smo bili veseli. Vsaka uvrstitev na nek državen nivo je nek dosežek, ki se ga lahko veseliš. Smo pa vedeli, da v bistvu nas čaka na še dodatne priprave. Izpiliti smo mogli nastop in samo v bistvu prodajo na stojnicah. Pa pri vas? Isto, ja. Smo bili tudi ful veseli, da smo se uvrstili na finale, tako da smo tudi morali malenkost popraviti te par stvari, ampak na koncu nam je ratalo. Zdaj pa najbolj tipično vprašanje, ne, na Slovenskem. Kaj je rekel pa profesor, kaj so pa potem doma rekli? Ja, doma so bili ful veseli, so mu vsi častiteli. Tako da, ja, profesor pa isto so bili ful, so nam podpirali, tako da smo bili tudi veseli. Pa pri vas verjetno tudi, ne? Seveda, podpirajo. In doma, in profesori nas podpirajo, tako da. Nekaj popravkov je bilo, ste povedali, potem potrebno narediti za predstavitev na državnem tekmovanju. Kako drugače, kako morda tudi bolj intenzivno, bolj stresno pa je bilo potem na nacionalnem tekmovanju. Konkurenca še močnejša, ne? Ja, konkurenca je bila seveda, ne, močnejša. Naš največji problem je bil v bistvu pripraviti zaloge. Namreč mi smo praktično vse zaloge prodali že na regijskem tekmovanju, tako da smo mogli do državnega pripraviti nekaj novih paketov, nekaj novih podstavkov, da smo v bistvu sploh imeli nekaj za pokazati. Ste potem še fajn švicali v delavnici? Tako je. Pri vas verjetno tudi, ne? Pa nam je bilo pa isto. Tu na začetku nismo toliko prodali, ampak smo imeli ful te prototipov, kar nam je, da smo prišli do tem, da smo imeli samo 2 ventilatorja na regijskem tekmovanju, pa na državnem tekmovanju smo hoteli imeti vsaj 10.
In je bilo potrebnega še kar nekaj dodatnega dela, ne glede na to, da ste letos tudi vsi dijaki zaključnih letnikov, ki vas čaka še veliko učenja, ampak potem pa državno tekmovanje, nova zgodba, nove izkušnje. Kaj ste se naučili na sami poti oziroma skozi tekmovanje, poleg tistega, kar ste seveda že osvojili pri samem predmetu v šoli? Za me največ to je, da smo se mogli dobro organizirati časa, v tem smo imeli ful veliko projektov v šoli, pa vsak imel še nekaj doma, tako razen športa ali pa gasilska družba, pa take stvari. Tako da, to je največji problem, tako organizacija, sam smo vse ustrajali naprej kot ekipa, vsak je imel svoj del, pa smo prišli do tega, se odlično odrezali, ne? Tudi v samem podjetju ste si kar dobro razdelili delo. Kako zahtevno pa je pravzaprav peljati eno tako podjetje, ne, kjer moraš biti finančnik, vodja, prodajalec, promotor in še kaj. Kako ste se, fantje, zmenili, katero področje komu bolj leži? Že na začetku smo že vedeli, kdo bo kaj, zato ker vsak ima svojo močno točko, tako da to ni bil noben problem. Pa pri vas? Tako je podobno, je bilo pri nas. Moram pa poudariti, da v bistvu, ker smo še majhno podjetje, si pomagamo med sabo, tako da je lahko v bistvu vsak vse. Dela je zelo veliko in za enega je včasih preveč, in si potem pomagamo, tako da ni nujno, da si samo pri enem področju v podjetju v bistvu glavni oziroma delaš največ za tisto. Tako je ekipno delo tisto, ki je pomembno, pa ste vsi potem hkrati razvojniki, direktori, marketingarji in karkoli še pride zraven, ko je treba postoriti. Zdaj, imeli ste podporo v šoli, imeli pa ste tudi zunanjo podporo. Tudi lokalni podjetniki so tisti, ki z velikim veseljem podprejo vas mlade in tudi sami ste se zelo aktivno lotili tega posla, če rečemo po domače, ne? Prej sva že omenila odpadni les. Ideja je prišla tudi pri delu pri delodajalcih v vaši praksi. S kom ste sodelovali v podjetju Hot & Wood? Mi smo se v bistvu povezali s podjetjem Emsora. Oni menjajo stara okna in v starih lesenih oknih je pogosto v jedru še popolnoma uporaben les, ki ga mi vzamemo, obdelamo in iz njega naredimo podstavek, ki v bistvu lahko zopet služi. In tako v bistvu mi star odpaden les uporabimo za nazaj nekaj uporabnega. Enako tudi v bistvu ob kakšnih rušitvah ali pa obnavljanju starih objektov mi lahko odpaden les vzamemo in z njega naredimo izdelek, ki lahko služi kot darilo ali pa kot nek spomin na tisti porušen objekt, na kakšen star kozolc, kakšno staro hišo, ker drugače tak les bi končal ali kakor drva ali pa pač na odpadu, kakorkoli. Tako pa živi naprej in je tudi tista dodana vrednost. Kako veseli so bili vaše pobude v Emsori? Se mi zdi, so se kar dobro odzvali. V bistvu so bili takoj za to. Vse smo se lepo dogovorili, prišli po les in imamo tudi nekaj v bistvu izdelkov iz teh odsluženih oken. Je še les na zalogi? Seveda je. Odlično, torej dela ne bo zmanjkalo, ne? Tudi podjetje Viento je k sodelovanju povabilo poslovne partnerje iz lokalnega okolja. Koga pa ste vi tokrat pocukali za rokav pa mu predstavili svojo idejo? Na začetku smo se povezali z Domelom, kjer smo hoteli prodati vse mogoče opcije za motočka. Na koncu smo se odločili za to, da bi delali na baterije. Pa tudi imamo zdaj nov prototip, kjer nam je pomagal Jani Bomberger, s tem, da smo šli na USB-C in s tem smo hoteli upoštevati evropske standarde.
Kako pomembna je za vas podpora domačih podjetnikov, ne, ki o vas mladih prepoznajo tisto dodano vrednost, pa vam tudi na tak način verjetno dajo spodbudo pa in dodaten veter v jadra za vaše delo, za še več inovativnosti? Ja, všeč mi je to, da se sodelujemo s te podjetnike, tako tudi nam tako kažejo, da se lahko sodeluje med podjetnike, kar je ful dobra stvar. Ja, dobra stvar, ki pelje svet naprej. Mi si bomo zdajle privoščili še en glasbeni predah, o nadaljevanju pa rekli še kakšno o zaključku tegale letošnjega tekmovanja za najdijaško podjetje in seveda načrtih, ki jih imajo naši gostje za naprej. Na stežaj. Radijska klepetalnica Na Radiu Sora. Še nekaj minut bomo klepetali z mladimi podjetniki Srednje šole za lesarstvo iz podjetij Hottenwood ter Viento in mentorjem Petrom Kurnikom. Prej smo prišli do državnega tekmovanja, povedali smo na kratko, kako so potekale priprave, zdajle pa dajmo še malce postati na samem tekmovanju. Kako je izgledal tekmovalni dan na državnem nivoju? Na kakšen način ste novi komisiji v še močnejši konkurenci predstavljali svoje izdelke? Bomo začeli kar pri podstavkih. Ja, mi smo zelo lepo ukrasili svojo stojnico. Prinesli smo par svojih izdelkov, da smo imeli na sami stojnici, da so ljudje videli sploh, kva imamo. Par smo jih imeli tudi zapakiranih za prodajo. V bistvu smo, če se lahko malo pohvalim, vse prodali. V bistvu smo tudi že pol naročila za naprej pobirali, ker nas je res presenetilo, ker je bilo zanimanje zelo veliko. Tako da ja, samo stojnico smo pa probali čim lepo ukrasiti, čim bolj tako privabljivo in mislim, da nam je tudi ratalo. Kako je bil videti obisk komisije na sami stojnici? Ne? To gre za res, tukaj je zgodba zelo realna. Kako je bil videti tale tekmovalni dan, da si znamo predstavljati tudi tisti, ki nas tam ni bilo? Ja, isto, mi tu smo tako ful lepo stojnico smo naštimali in pol je komisija tako pošla min, pa je pogledala izdelke, pa je popraševala, kaj je to, kaj inovativnega, kakšne materiale smo uporabili. In pač tudi veliko od podjetnikov, koliko je lastna cena in tako naprej. Zdaj je pred vami nov izziv, ne? Podjetje je postavljeno, izdelki so, lahko rečemo, že kar prepoznani. Kako pa zdaj o nadaljevanju? Česa si želite za razvoj, za življenje vašega podjetja? Ja, zdaj mi hočemo peljati tale USB-C na te naše ventilatorje, da bo bolj trajno. Pol hočemo naštimati tudi tale spletno stran, da bomo lahko preko spleta prodali izdelke. Tako da ja, to je naš cilj zdaj. Je kar nekaj izzivov, verjetno tudi delovno poletje, ne? Slišali smo že, zaloge so še potrebne. Tako, ja, tako, ne vem, kako smo še organizirali, ampak nekako nam bo ratalo. Zagotovo. Pri zagnanosti, inovativnosti, na navdušenju sploh ne dvomimo to. Tudi pri vas, ne, podstavki gredo kot za med. Kako vidite prihodnost svojega podjetja v nadaljevanju? Ja, mi smo se enako kot Viento smo se odločili, da bomo peljali naprej. Glede na to, da je toliko veliko povpraševanje oziroma da smo dobili že zelo veliko naročil, bomo mogli še kar pridno delati polet. Tudi glede spletne prodaje imamo svojo spletno stran, tako da bo po moje kar pestro poletje še. Tako, ne bo zmanjkalo dela in verjamem, da tudi ne novih idej. Zdaj omenili ste že oboji spletno stran. Kje pa sicer lahko najdemo vaše izdelke? Ker verjetno je zdaj le koga že zamikalo. Vroče poletje bo v pisarni klime, nimam ventilator, bi mi prišel prav, v kuhinji pa zmeraj podstavkov manjka, ne? To pa vemo iz prakse. Ja, tukaj sem omenil našo spletno stran, seveda pa smo tudi na socialnih omrežjih, Facebook, Instagram in podobno, tako da nas res ni težko najdeti. Hottenwood, upišemo, pa je to. Tako.
Pa nam pa spletno stran še nimamo, je pa v izdelavi, imamo pa že Instagram, kjer lahko nam dobite tako Viento. Viento napišemo, pa potem se tam z vami dogovorimo, kaj in kako naprej. Tako. Zdaj, podjetje Hot & Wood je tekmovanje na državnem nivoju končalo na stopničkah. Drugo mesto je eno tako veliko priznanje za vaše delo, Anada? Ja, seveda. Med samim tekmovanjem je bilo zelo napeto, oziroma smo bili kar rahlo živčni, ker nismo vedeli, kakšen bo izid. Ampak ja, zelo nas je razveselilo drugo mesto. Mogoče še čist malo do prvega, ampak konkurenca bila res velika, tako kot smo že rekli. Drugače pa ja, zelo smo veseli, da nam je uspel. Tudi za naprej se mi zdi, da je bilo to ena lepa vizija oziroma izkušnja. Ostajate zapisani lesu in podjetništvu, fantje, tudi v nadaljevanju. Je bila srednja šola za lesarstvo na Škofjeloškem šolskem centru dobra popotnica za življenje in prava izbira za vas? Ja, seveda. Mi se bomo s tem še naprej ukvarjali, tako kot smo začeli, in je bilo kar prava odločitev. Kaj pa pri vas? Ja, isto. Tudi prava odločitev za šolo, tudi veliko izkušnje smo dobili s tem, pa veliko praksa, kar nam omogoči, da lahko še nekaj novega razvijamo. Morda ena popotnica vsem tistim, ki prihajajo za vami. Zakaj je podjetništvo en tak zanimiv izziv, ki se ga velja lotiti, čeprav se morda na začetku sliši strašljivo, pa za marsikoga negotovo, ampak po drugi strani ne, pa piše take lepe zgodbe, kot je vaša. Ja, lahko malo priznamo, da smo se malo ustrašili na začetku, ampak nas je profesor, mentor hitro umiril. In v bistvu zelo je bilo veliko teh priprav, tako da veliko smo dali od sebe, tudi zelo smo hvaležni našemu mentorju, ker brez njega to ne bi uspel. Za naprej bi pa pač rekel, da čim več idej, pa pač si upati, ker to je ključno. Tako, brez poguma ne pridemo nikamor. Verjetno tudi pri vas, ne? Bo veter še pihljal in hledil, pa prinašal novo delo, nove izzive. Zakaj podjetništvo? Tako kot je rekel David Bašel, podjetja Hot & Wood, isto pač na začetku je malo strašljivo, ampak tako s pomočjo profesorja nam umiri, pa nam pelje naprej, pa nobena ideja ni slaba, dokler ne poskušaš, dokler ne probaš. No, zdaj, če smo že pri novih idejah, glede na vašo inovativnost, kreativnost, verjetno nastaja še kaj novega v ozadju, se že pogovarjate tudi o kakšni razširitvi? Do zdaj nič novega, zdaj hočemo samo razvijati tale ventilator do konca, da bo ta prava izbira, tako da ja. Zaenkrat toliko, ne? Zaenkrat tole, ja. Pri vas pa se že kaj snuje? Ja, malo smo razmišljali vnaprej za kakšno mogoče novo vrsto lesa, v bistvu novo barvo, ampak ali pa tudi glede kakšne nove oblike, v bistvu ne celotnega izdelka, ampak posameznih podstavkov, mogoče da je kakšen večji, kakšen manjši, da se mogoče še bolj prilagodimo posodam oziroma vsega, kar je v kuhinji. Tako, še bolj osebno, še bolj pristno, še bolj pisano na kožo uporabnikom. Zdaj, če sva že midva začela, gospod Peter Kurnik, pa dejva še zaključiti. Dve uspešni podjetniški zgodbi Srednje šole za lesarstvo smo danes predstavili na kratko. Tudi sami ne poznate podjetniško pot. Kaj bi na srce položili dijakom, ki zdajle odhajajo novim izzivom naproti? Zakaj naj si upajo še naprej, tudi ko bodo študenti odrasli? Ja, mi delamo s celimi razredi, s celimi generacijami, ravno zaradi izkušnje, ki jo dobijo pri tem projektu. In fantje, ki so tukaj, pa tudi ostale ekipe, no, letos smo imeli tudi dekleta, so zelo motivirani in to je tisto, kar je meni več kot vsaka nagrada. Da radi to delajo, da delajo v ekipah, da si upajo probati, da upajo stopati do podjetnikov, da si upajo prodajati. Tako da jaz
si želim, da jim je ta izkušnja mogoče ta strah majčkeno razblinila in da bojo si v bodoče, ko bojo imeli neke nove ideje, ko bojo v kakšnih drugih okoljih, v drugih ekipah, mogoče v podjetjih, lažje šli iz te cone udobja, testirali kaj novega, pa tako. Seveda si pa tudi za te izdelke ali pa ta dijaška podjetja želim, da bi nadaljevali te zgodbe, ker videli smo, da potencial imajo, kupci so praktično razgrabili te njihove zaloge, pokupili vse, kar so imeli, tako da očitno je za trg to zanimivo. Predvsem mi pa pomembno tudi to, no, da ostanejo mogoče ekipa, gledajo malo en na drugega, si razdelijo te naloge in pa tudi seveda dobičke, ki jih ustvarjajo. Hvala lepa, profesor Peter Kurnik, za tole zaključno misel in čestitke za uspešno delo z dijaki. Hvala lepa pa tudi vsem fantom. Hvala Tadej Tomaž Filipič, Miha Ambrožič in Luka Debeljak iz podjetja Viento ter David Bašelj, Matic Gašparič, Pascal Čuk in Martin Klaus iz podjetja Hot & Wood, za to, da ste nas danes obiskali, z nami delili svoje podjetniške zgodbe in vtise s tekmovanja. Vsem pa iskreno želim še veliko ustvarjalnega navdiha, inovativnih idej in uspešno podjetniško pot, pa verjamem, da še kdaj nasvidenje tudi pred našim mikrofonom. Srečno! Hvala tudi vam.